Današnja jutranja homilija papeža Frančiška, ki jo je imel med mašo v kapeli doma svete Marte, je govorila o svetem duhu. Upirati se svetemu duhu je namreč greh, zato je sveti oče spodbudil, naj smo vedno odprti za božja presenečenja. Izhajal je iz današnjega bogoslužnega odlomka iz apostolskih del, ki pripoveduje, kako sveti Peter razlaga prvi krščanski skupnosti o odprtosti cerkve za pogane. Sveti duh premika cerkev, premika krščansko skupnost. Sveti duh dela čudeže, dela nove stvari in nekateri so se teh novosti v cerkvi bali. Duh je dar Boga, tega Boga, našega očeta, ki nas vedno preseneča. Je Bog presenečen, je dejal papež. Preseneča nas, ker je živi Bog. Je Bog, ki prebiva v nas, Bog, ki premika naše srce, Bog, ki je v cerkvi in hodi z nami in nas med to hojo vedno preseneča. Kakor je bil ustvarjalen, ko je ustvaril svet, tako je ustvarjalen vse dni pri ustvarjanju novih stvari. Bog, ki nas preseneča. Gospod nas vedno poziva, naj ne dopustimo, da bi naše srce okamenelo, je sveti oče nadaljeval homilijo in se navezal na današnji evangelij o dobrem pastirju. Kar Gospod želi je, da bi bila ena sama čreda in en sam pastir, saj obstajajo tudi druga ljudstva, druge črede, ki ne pripadajo. Tisti, ki se jih je obsojalo, da so pogani, se jih je tudi potem, ko so postali verniki, obravnavalo kot drugorazredne vernike. Tega ni nihče rekel, a bilo je dejstvo. Zaprtost, upiranje svetemu duhu, je povzel papež. Tisti stavek, ki vedno zapre, ki te zaustavi, vedno se je delalo tako. To ubija. Ubija svobodo, ubija veselje, ubija zvestobo svetemu duhu, ki vedno vnaprej deluje in cerkev vodi naprej.